Zdaj pa k bolj prijetnim temam. Vsi veste, da je to že naša 15. sezona, ne veste pa, da smo v naši pisarni ves ta čas imeli eno spominsko knjigo, v katero so svoje misli zapisovali raznovrstni obiskovalci planeta. Pa s tem ne mislim Zemlje, ampak naše televizije. In v 7 letih in pol jaz nisem niti enkrat odprl te knjige in bral z nje do zdaj. Danes bi pa rad prebral par misli, ki so mi jih estradniki in politiki zapisali v spomin. A ste za? Ja! Če bi rekli ne, bi me zdaj grdo zaribali. Dajmo si jih kar prebrati. O, tole mi je napisal naš predsednik Borut Pahor, ko je obiskal sosednji studio. Dajmo pogledati. Popularen si, ko te imajo radi drugi. Srečen si, ko imaš rad sam sebe. O, to še ni vse, pozor. Oboje pa si, če imaš ful hud profil na Instagramu. A veš kaj? Nima narobe. Pejmo naprej. To je napisala Tanja Fajon. Življenje ne smeš živeti za slavo, denar ali status. Življenje moraš živeti tako, da ti je vedno fajon. Ups, a sem napisala Fajon? Mislila sem fajn. A štekaš? Dej, please, glasuj zame. Hvala. Hvala, Tanja, ne vem, če bom, ampak hvala. Vidite, kakšne misli so dobre, kakšne malo manj. Pejmo na naslednjo. Kupi WC papir. Zgleda, nekdo narobe razumel, kaj se napiše v spominsko knjigo. Kdo je to napisal? Aja, jaz sem bil. Pozabim pač. Naslednja? Wow. Jure, čestitam za 15. sezono oddaje. Ni isto kot, ne vem, da si vodja svoje stranke ali pa da se poteguješ za voditelja države, ampak je pa kar luštno, no. To je seveda napisal Marjan Šarec. Čeprav, Marjan, sem videl tvoje predvolilne številke, pa tudi ti se ne poteguješ za voditelja države. Pejmo naprej, naslednjo misel napisala Denise Dame. Dajmo pogledati. Če bi se lahko vrnila v preteklost in ponovila vse, kar se med nama zgodilo, ne bi spremenila nič. A ni to lepo od nje? Razen tega, da bi uporabila zaščito. PS, pokliči me, ko te ne bo več peklo. Ok, niso vse misli tle not za na TV. Drugič preskočil. Naslednja gre pa takole. Jure, upam, da si po 14 sezonah končno prišel k pameti in se nehal norčevati z ljudi, ki imajo govorne napake, de. To je napisal gospod Zoran Janković. Čeprav opustite, gospod Janković, ampak lahko povem, mislim, da ni govorna napaka, če imaš tudi na papirju. Okay? Na tej točki je to odločitev. Naslednja misel je. Upam, da te kmalu spoznam, oči, tvoj sine. Tega pa nisem pričakoval. So katela pa Benotova slika tle? Upam, da ste se v režiji zmotili. Naslednja misel. Naslednjo misel je napisal minister za obrambo Matej Tonin. Jure, če boš kdaj menil karierno pot, imam ful dobro priložnost zate. Dobiš 3 ure 100 evrov za 100 vožniških tečaj, pa če prijaš, bo res bomba. Verjamem, gospod Tonin, bom premislil, pejmo naprej. Ugadni, s katerim delom telesa sem tole napisal. Marko Mandić. What? Med oglasi mi razkožil prines, prosim. Naslednja misel pa je misel našega neustrašnega premijeja Janeza Janše. Gre pa takole. Nikoli ne odpri kuverte s sporočilom, ki ga nočeš prebrati. Če pa jo in šele potem dojameš, da ne bi smel, jo pa samo nazaj zapri in nikomor ne poveda. Tvoj cenjeni prijatelj, JJ. Ste vedeli, cenjeni prijatelj. In še končna misel, ki je napisal gospod Vlado Kreslin. Gre pa takole. Jure, edino stvar, ki jo moraš paziti v show biznisu, je, da pravilno doziraš droge. Verjemi mi, ko ti rečem, od višine se te res lahko zvrti. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.